Selva se v tujino. V službah sva dala odpovedi. Prodala bova vso svoje imetje. Spakirala bova celotna življenja v 2 kovčka. In se preselila ter šla delat na Novo Zelandijo. Da sreča spremlja pogumne in midva sva to vzela za najno novo mantro in se odločila, da obrneva nov list v najnem življenju. Življenje ni namenjeno stagnaciji, vendar se moraš premikati naprej. Življenje se mora živeti. Preveč je strahov, ki nam prepričujejo, da bi življenje zajemali s polno žlico in ti strahovi nas paralizirajo na mesto. Z vsem, kar se je dogajalo v zadnjem letu in nasplošno v najnem življenju, je to postalo še bolj očiten in začutila sva, da je pravi čas, da narediva en ogromen skok v neznano, v upanju na najboljše. Je bilo pa tudi kar nekaj stvari, ki so nam dale misel, da naj v življenje dobesedno poriva na drugo stran planeta. Naj bo ta video krajši uvod v novo poglavje, v katerem ti razloživa vse, od tega, kako so prišla na to noro idejo, kakšni so razlogi v ozadju, kaj vse bo potrebno urediti, preden se seliva tja in seveda, kaj to pomeni za najin YouTube kanal. Hejho! Pozdravljeni nazaj na najinem kanalu. Za vse tiste, ki naju še ne poznate, z vami sva tako kot zmeri Alex in Cindy, strastna popotnika, raziskovalca življenja in pa obraza za vzdevkom Ponč pa Sonč. Leto 2023 bo za naju prelomno leto. To je leto, ko sva pustila službi za nedoločen čas. To je leto, ko bova končno prisluhnila željam svojih src in se podala na največjo dogodivščino v najinem življenju. Pri tako veliki odločitvi v bistvu je težko najti nek začetek. Kako sploh celotno stvar nekako opisati, obrazložiti, ker za tako veliko odločitvijo se ne skriva samo pač ena sama misel, ampak v bistvu kolektivno vse, kar se ti dogaja v življenju. Potrudila se bova, da bo tale vlog čim bolj jedrnat, zgoščen, čeprav se v bistvu v zadju skriva kar nekaj življenjsko-filozofskih idej, pa moramo začeti pač v bistvu na začetku in to so razlogi, zakaj ta odločitev. V resnici ni enega samega definiranega razloga za tako odločitev, ampak je v bistvu to kombinacija parih, ki se med seboj povezuje oziroma so celo posledica en drugega. Odkar pomneva, je najino življenje v polnem pogonu. Večino časa nama vzame najin primaren šiht, potem pa je v popoldanskem času tu še Ponč pa Sonč. Kot vas večina že ve, tudi najina potovanja niso ravno vdihi, ampak so leta nabita z raziskovanjem, da več ali manj iz potovanj prideva fizično bolj utrujena kot spočita. Ne naj jo narobe razumeti. Vesela sva, da je tako in tak lifestyle sva si izbrala sama, ampak tudi to terja svoj davek. Prehiter tempo življenja, konstantno biti v pogonu, brez v bistvu nekega pravega časa za počitek, stres v službi, v bistvu tudi drame in neki problemi v privat življenju, ki jih pač z vami ne deliva na socialnih omrežjih in tudi vse ostale obveznosti, ki so se jih nakopala na glavo, pač skozi čas privedejo do tega, da se ne pozna pač samo na izčrpanosti in pregorelosti, ampak stvar začne vplivati tudi na tvoje zdravje. Našega Ponča so dobro leto nazaj izdale roke. Vnetje tetiv na obeh rokah ga je prisililo to, da se ustavi. In biti en let v konstantnih bolečinah začne počasno jedeti tudi mentalno zdravje. To nam je dal misel, da se pač nekaj more spremeniti in da bi bilo mogoče fajn, da se začasno umakneva iz tega okolja ven. Zdaj, kam, kako, na tej točki v bistvu še nisva vedela. Se je pa v bistvu rešitev na srečo pokazala potem zelo hitro nekako v tandemu z ostalimi razlogi in faktorji, do katerih pa še pridemo. Drug razlog je najina stanovanjska situacija, ki je postala nesigurna ob menjavi lastnika. In čeprav bi se verjetno na koncu koncev vse dobro izšlo, pa v bistvu dober del leta nisva bila sploh prepričana, če bova do konca leta imela sploh še streho nad glavo. Zdaj, naj razmišljam nekako tako. Če že morava spakirati, pa je v bistvu čisto se glih, če spakiramo malo več in se preseliva pač izven meja Slovenije, kar pa nas v bistvu tudi lepo privede do tretjega razloga.
Želja po tujini in nabiranju novih izkušenj je v nama vrela že dolg časa, pa si v bistvu čisto nikoli nisva upala pritisniti na sprožilec. Ker si ujet v coni obdobja, je to tudi zelo težko storiti. Saj veste, zmeri isti izgovori, pa saj mi v bistvu čist nič ne manjka in podobno. Kar je sicer res, ampak posledično ne rasteš in se ne razvijaš. Kombinacija v bistvu že prej povedanih faktorjev in zdaj tudi tega je nekako ponudila neko unikatno priložnost, da ubijeva več muh na en mah. No, takrat je naša Cindy tudi v netu začela googlati, kaj bi midva sploh počela oziroma predvsem, kam lahko midva sploh greva. In na tej točki je tudi večina ljudi vpraša, pa zakva Nova Zelandija, ko pa je Njemačka tako blizu. In to je v bistvu tudi naslednji razlog, zakaj ravno zdaj. Teče nama namreč ta zadnji vlak. Oba se približujeva 30 letom in v bistvu priložnosti za mlade imajo zgornjo mejo za večino držav 30 let za pridobitev vize, ki jo je daleč najlažje pridobiti. Ampak to je že čisto svoja tematika, tako da več o tem v kakšnem od naslednjih vlogov. Pa ne smem pozabiti še enega zelo pomembnega aspekta celotne te situacije, izkušnje. Zdaj, ne glede na to, kaj bova midva delala dol, pač vsaka nova služba ti da neka nove znanja, veščine, ki ti itak pridejo prav v vseh nadaljnih zaposlitvah. Da v bistvu sploh ne govorimo o tem, koliko ti neka taka velika življenjska izkušnja da tudi ne samo spominov, ampak predvsem tudi nekih spretnosti, ki te pa ne nauči absolutno nobena šola. Čisto nobena skrivnost ni, da zelo rada potujeva in tudi Nova Zelandija je na najinem bucket listu že dolg časa. Ampak saj veste, ta država je daleč, zelo, zelo daleč. Če smo natančni, je najdlje od Slovenije, kar je sploh možen. Ja, in v bistvu obisk v neke turistične namene za tistih 14 dni dopusta, kar sva ga do zdaj imela, se ti v bistvu ne splača. Optimalno bi bilo 3 ali pa najbolj 4 tedne, pa še to je treba vzeti v zakup, da ti kar nekaj časa pobere sama pot do dol. In bi jo verjetno tako obiskala bolj površinsko. V bistvu točova pa delala dol in nama pa na koncu ostane v bistvu še nekaj časa, da lahko državo res tako v celoti prečeševa, tako kot je to v najinem stilu. In kaj vse to pomeni za najin YouTube kanal? Že kar dolg časa se pogovarjava, da bi nekako najin YouTube kanal prestrukturirala in bi podajanje informacij ter najinih dogodivščin predstavila na drugačen način. Ampak to je že čisto nova tematika in o tem kdaj drugič. Na kratko pa nekako tako. Zdaj, seveda potovanja bojo ostala, ker konec koncev nas čaka še najno poročno potovanje in konec koncev potem, ko zaključiva z delovno vizo, bo tudi prečasavanje Nove Zelandije. Ampak to drugič. Zdaj, kar se pa samega življenja in dela v Novi Zelandiji tiče, bojo pa verjetno vlogi ven hodili nekako v obliki live update video, se pravi, kaj se nama dogaja v življenju, kaj ne vem, sva ta teden počela novega, ki zdaj delava, ne vem. Zdaj tudi, kako bojo nekako kronološko ven hodila, bo to zdaj na tedenski ravni, 14-dnevni ravni, na mesečni ravni, na tej točki še ne veva, imava malo ideje, verjetno pa najbolj stvar zavisi od tega, koliko se nama bo dejansko dogajalo. Zdaj si predstavljam, da na začetku verjetno malo več, ker bo vse novo, pojkova pa že malo utečena, pa verjetno malo manj. Tako da zaenkrat toliko. Bi se pa ob nedeljah še vedno videvali v okviru popotniških klepetov in pa Q&A live streamov, kjer bova dajala neke konkretne informacije in pa odgovore na vprašanja, ki vas bojo zanimale. To je zaenkrat tako okvirna ideja, kako točno pa bomo videli sproti. Na tej točki bi bilo pa mogoče zelo smiselno tudi tebe vprašati, kaj tebe najbolj zanima pri najni tej celotni Nova Zelandiji izkušnji, ne vem, to selitev, dokumentacija ali pa samo življenje dol. Dej, napiši nam v komentar, mogoče dobiva še kakšno fajn idejo za video, da ga posnavajo posebej zate. Za vse, ki vas delo in pa selitev v tujino najbolj zanima in bi radi bili vsak dan v stiku z nama, vas vabva na najina socialna omrežja. Najbolj bova aktivna na Instagramu in pa na Facebooku. Zelo se bova pa potrudila, da bo aktiven tudi najin TikTok profil.
bolj kot do zdaj. No. Za vse tiste, ki bi pa radi neko zgoščeno vsebino, pa neke informacije na kupu, je pa pravi odgovor na en YouTube kanal, kjer bo vse to zbran. Tako da vas na tej točki lepo vaba, da se naročite na naš YouTube kanal, da česa ne zamudite. Zadnji segment pa bi namenila temu, kako lahko tudi ti sodeluješ in pomagaš pri tej nori dogodivščini. Zdaj, da smo si na jasnem, ne prosva za nobeno denarno pomoč. Če sva se odločila za tak korak, se zavedava, da morava biti sposobna vse tudi sama finančno izpeljati. Tukaj se mogoče bolj navezujeva na eno drugo stvar. Kakor sva omenila že na začetku videa, mi da bo dejansko vso svoje imetje, kar ga imava, prodala. Se pravi, oba najna avta, vso pohištvo, kar sva ga kupila, moj računalnik, avč. Pač realno, toliko stvari, kakor ljudje uspemo nahrčkati skozi vsa leta življenja, to pač niti ne more spraviti vsega. Tudi če bi hotel, niti ti v bistvu ne koristi, se samo gor prah nabira. In kar je od nekoga šara, je pa lahko za nekoga druga en tak zaklad. Tako da tukaj v bistvu nekako polagava na srce, da če si ravno v nakupu, ne vem, nove omarice, novega sušilnega stroja, računalnika, pač bilo kar bova v naslednjem mesecu objavila na najnih socialnih omrežjih, daj prosim pomisli na to, a res rabiš iti v trgovino po to isto stvar novo, ali lahko pomagaš nama pri selitvi, pa jo dobiš v bistvu po zelo v redu ceni. Po drugi strani pa vso najno imetje v res v redu pač stanju, predvsem nekih stvari je celo v garanciji, tako da na koncu bomo vsi zadovoljni, kako pravijo, volk sit pa koza cela, a ne? Druga stvar pa so ponconč prisrčence. Od najne zadnje naročene zaloge nama je ostalo še kar neki činkolo-binkolo prisrčenc. In v bistvu, če bi jo tudi ti rad imel, se priporočava za nakup. Prisrčnice so velike 250 ml, so zelo kvalitetne, narejene iz nerjavečega jekla in prepričana sva, da ti bojo ful dobro služile ali v hribih, ali na morju, oziroma pač na potovanjih. Ja, treba je vorenk razkužvati, da ne boste prestali v bolenc, tako kot ponča, ne? Dobro razkužvati bacile. V glavnem, če bi tudi ti rad imel najino prisrčenco, nama piš na e-mail ali pa v DM na Instagramu. Kar nekaj ljudi nam je rekli, da sva zmešana. Spet drugi, da so izredno pogumna. Ampak v bistvu, kakorkoli obrneš to stvar, ko enkrat začutiš ta klic, to željo, in pač enostavno moraš slediti. Trenutno se nama zdi najbolj optimalen čas za to. Kdaj, če ne zdaj? Pač nimava otrok, nimava kreditov in razen družine ter prijateljev naju čist nič v bistvu zares ne veže na Slovenijo. Tako da vesela bova, če se pridružiš tej najni novi dogodivščini in se vidimo v naslednjem vlogu. Zdaj nam ostane pa sam še ena stvar. Činkolo, binkolo in na nove življenjske izkušnje. Čau, čau!